vodena meditacija ob izgubi ljubljene osebe. Sprejmimo žalost ter jo nadomestimo s hvaležnostjo. Življenje ni le to, kar mi vidimo. Življenje je še mnogo, mnogo več. Vsi mi živimo v fizičnem svetu, v fizični realnosti. Zavedati se pa moramo, da življenje ni le fizično, ni le to, kar mi vidimo. Naše fizično življenje, ki ga mi poznamo, je le ena od oblik življenja. Sprejmimo, da mi nimamo duše, temveč, da mi smo duša. Mi smo duša. Zavedajmo se, da smo veličastna duša. Zavedajmo se, da smo edinstvena ter neprecenljiva duša. Namen današnje meditacije je, da se naučimo sprejeti žalost, da se naučimo sprejeti svoja slaba oziroma negativna čustva. Popolnoma naravno je, da smo žalostni, da jokamo, ko odide nekdo, ki smo ga ljubili, nekdo, ki je del našega življenja. Vso to našo žalost se bomo naučili nadomestiti z lepimi mislimi ter začeli živeti hvaležnost za ves ta čas, ki smo ga preživeli s to ljubljeno osebo. Za vse blagoslove, ki smo jih imeli s to ljubljeno osebo. Za milost, da smo lahko del svoje življenjske poti prehodili s to ljubljeno osebo. Udobno se namestimo. Nekajkrat globoko vdihnimo in izdihnimo. Poskušajmo se čim bolj sprostiti in umiriti. Ozavestimo vsak svoj vdih in izdih. Počasi lahko zapremo svoje oči. Varno se je sprostiti, varno se je umiriti. Z vsakim naslednjim vdihom in izdihom se le še bolj umirimo. Z vsakim naslednjim vdihom in izdihom se poskušajmo še bolj sprostiti.
Naše telo se počasi sprošča in umirja. Mislimo le na naš vdih in izdih. Le dihajmo, dihajmo, dihajmo. Vse je v redu, varni smo. Vsi mi smo del univerzalne Božje zavesti. Na ta svet smo prišli z določenim namenom in nekoč bomo vsi mi tudi zapustili ta naš fizični svet ter se vrnili v prvotno obliko. Vrnili se bomo v nefizični svet. Vrnili se bomo v svetlobo. Ponovno bomo breztelesno bitje, ponovno bomo svetloba in ponovno bomo ljubezen. Ne pozabimo, da smo vsi del univerzuma. Vsi smo del energije, del Boga. Smo del ljubezni, ki je vse ustvarila. Zavedajmo se, da to življenjsko energijo, ki jo lahko poimenujemo Bog, inteligenca, univerzum, izvor, življenjska sila, božanska sila ali karkoli, neprestano teče skozi nas. Ta energija se nikoli ne porabi ali uniči. Ta energija se le transformira oziroma le menja svojo obliko. Popolnoma prav je, da občutimo žalost in praznino, ko nekdo umre. Nekdo, ki smo ga ljubili, nekdo, ki je bil del našega življenja. Popolnoma človeško in naravno je biti žalosten ter občutiti žalost. Zakaj občutimo vso to žalost, ko nas zapusti ljubljena oseba? Zakaj smo žalostni? Zakaj trpimo? Zakaj nam je hudo? Žalostni smo zaradi naših misli, da te ljubljene osebe ni več z nami, da te ljubljene osebe ne bomo nikoli več mogli videti, jo poklicati, ne bomo jo mogli nikoli več objeti. Počutimo se zgubljene, ker ne vemo, kje je ta naša ljubljena oseba. Ko fizično telo zapusti ljubljena oseba, nam ne manjka le njegova fizična prisotnost, temveč predvsem nam manjka vse tisto, kar je ta oseba budila v nas. To pa so lepi občutki, varnost,
mir, ljubezen, nežnost, milost, radost, sočutje in tako dalje. To je tisto, kar nam manjka. Vendar nikar ne pozabimo, da vse to, kar je ta oseba prebudila v nas, vse to, kar je budila v nas, to je naše zavedno. To vse je v nas. To mi nismo dobili od te osebe. To je ta oseba le prebudila v nas. Zato je vse to še vedno v nas in vse to je še vedno naše in bo tudi vedno ostalo z nami. To imamo mi vsi v sebi v vsakem trenutku. Le ozavestiti moramo to, ter se tega ponovno spomniti. Vsi imamo lahko to veliko ljubezen v sebi. Vsi imamo lahko to varnost v sebi. Vsi imamo lahko ta mir v sebi. Le zazreti se moramo vase. Ne pozabimo, da smo vsi mi del življenja, ki se nenehno transformira, del življenja, ki se nenehno spreminja. Vsi mi prihajamo in odhajamo na ta fizični svet. Božanska zavest živi skozi nas. Smo odraz Boga, odraz energije, ki nenehno teče skozi nas. Začutimo to ljubezen v sebi, začutimo to energijo. Ko nekdo zapusti ta fizični svet, odide zato, ker je bil čas. To je bila njegova želja, želja njegovega višjega jaza, ki ga naš razum največkrat ne razume. Kajti naš človeški razum je tisti, ki rad komentira, razčlenjuje, analizira, sodi, etikira, razlaga in tako dalje. Naš razum ni bil naučen, da obstaja velika univerzalna zavest, del katere zavesti smo mi vsi. Spomnimo se tega, ter to ozavestimo. To pa je naša duša. Spomnimo se, da smo mnogo, mnogo več, kot si sploh lahko zamislimo. Smo neprestano vodeni, varni ter zaščiteni. Za nas je vedno poskrbljeno, nikoli nismo sami. Interes vsake duše je, da se gre spočit od tega materialnega oziroma fizičnega, da gre ponovno uživati na drugačen način, ki si ga pa mi v tem trenutku niti zamisliti ne moremo.
kot smo se rodili, tako bomo tudi umrli, vsi mi. Smrt je le del življenja. Smrt je le transformacija, je le sprememba. Smrt ni bolezen in ni bolečina. Smrt je tisto, kar naš razum ne vidi in ne razume. Vsi mi pa se bomo nekoč vrnili v raj. Odšli bomo v svetlobo, odšli bomo v večno ljubezen. Ko žalujemo, žalujemo, ker nam je žal odnosa, ki ga ni več. Odnosa, ki smo ga s to osebo imeli. Morda smo bili preveč odvisni od te osebe. Morda smo se preveč vezali nanjo. Mislimo si zdaj, ko ni več te osebe, ni tudi več te naše sreče. Pa je to res? Vsi mi smo se rodili sami in tudi umrli bomo sami v smislu, da na svoj edinstven in neponovljiv način živimo edinstven odsev Boga. Vsi mi živimo edinstveno in unikatno življenje, edinstvene in neponovljive izkušnje, izkušnje, ki so unikatne in neponovljive. Nihče, prav nihče ne more živeti naših izkušenj in jih tudi nihče ne more doživeti. So le naše in od nikogar drugega. Na ta svet smo prišli, da se igramo z drugimi dušami, da uživamo vso lepoto, ki nam jo daje fizični svet. Nihče ni dolžen živeti zaradi nas ali mi zaradi njega. Zato poskušajmo ostati neodvisni, ne vežimo se, bodimo svobodni. Bodimo srečni sami s seboj, ter ne pričakujmo, da nam bodo drugi prinesli srečo in zadovoljstvo. Ne bodimo odvisni od drugih. Ne bodimo odvisni od ničesar. Učimo se biti svobodni. Ko smo žalostni, je prav, da jokamo. Saj je prav solza tista, ki nas čisti. Zato jokajmo, kolikor je pač potrebno. Z jokom odpuščamo iz sebe vso žalost ter vso bolečino. Jokajmo, le jokajmo ter se čistimo. Zavedajmo pa se, da je žalost tudi naša misel,
ozavestimo, da smo našo ljubljeno osebo izgubili le iz naše fizične realnosti. Naša ljubljena oseba je še vedno z nami, le da se morda tega v tem trenutku še ne zavedamo. Kako pa najlažje prebrodimo to žalost? Preprosto tako, da spremenimo naše misli. Saj so naše misli tiste, ki smo jih mi sami ustvarili. Najprej sami sebi priznajmo, da smo žalostni. Priznajmo si, da čutimo žalost. Čutiti žalost je povsem naravno. Ko bomo resnično in iskreno izražali žalost, ne bomo mogli občutiti depresije, kajti depresija je neizžarevanje naše žalosti. Kaj storiti? Spremenimo naše misli, ki smo jih mi sami ustvarili. Nadomestimo jih z mislimi, ki nas bodo radostile. Obdajmo se z lepimi in ljubečimi mislimi, z mislimi, kako zelo smo bili blagoslovljeni z vsem tem časom, ki smo ga lahko preživeli s to ljubljeno osebo. Z mislimi, da nas ta naša ljubljena oseba sliši. Osredotočajmo se na blagoslove, ki smo jih s to ljubljeno osebo imeli. Ko bomo namesto žalosti občutili iskreno hvaležnost za ves ta čas, ki smo ga preživeli skupaj s to osebo, za vse blagoslove, za vse, kar smo lepega doživeli, takrat bomo občutili ljubezen in takrat bomo dvignili svojo vibracijo. Vsa slaba in negativna čustva sprejmimo kot blagoslove. Sprejmimo, da smo žalostni ter da nam je hudo. V redu je to občutiti in prav je, saj nismo roboti. Poslušajmo, kaj nam govori naš nefizični jaz. Naš nefizični jaz nam govori, da so naše ljubljene osebe, ki so odšle iz tega sveta, še vedno tukaj, da nas slišijo. Tukaj so, slišijo nas. Zaupajmo in verujmo v to. Zahvalimo se jim za ves ta čas, ki smo ga lahko skupaj preživeli. Zahvalimo se jim za vse lepe trenutke, ki smo jih skupaj preživeli in doživeli. Zahvalimo se jim za vse čudovite izkušnje, za vso ljubezen, radost, za vso milost,
da so bili del našega življenja. Zahvalimo se jim ter jim povejmo vse tisto, kar jim želimo. Le povejmo jim. Ko bomo vse to z lahkoto dosegli, takrat bomo usklajeni z izvorom in takrat se bomo bolje počutili. Kajti vedeli bomo in ne le vedeli, čutili bomo, da je ljubljena oseba še vedno z nami, saj živi v našem srcu. Vsi mi smo ljubezen, vsi mi smo radost in veselje. Ozavestimo, koliko smo vredni in kako zelo smo pomembni in edinstveni ter neponovljivi, vsak izmed nas. Mi smo ljubezen, ljubezen je v nas. Vsi mi jo imamo. Zapomnimo si, da mi te ljubezni nismo dobili od nikogar. Niti nismo dobili ljubezni od naše ljubljene osebe, ki je zapustila ta fizični svet. Ta ljubljena oseba je le to ljubezen prebudila v nas samih. Ta ljubezen je vedno bila naša in vedno bo naša. Le ponovno se moramo tega spomniti ter to ozavestiti. Naredimo globok vdih in izdih. Naučimo se, da skozi svojo žalost in bolečino začutimo ljubezen, začutimo mir, začutimo olajšanje, začutimo radost, začutimo spokoj in začutimo svobodo. Popolnoma naravno je, da potrebujemo svoj čas, da se vsa ta žalost izbriše in izpere iz našega srca. Ko se bo izprala, bo pa ostala le ljubezen, ostal bo mir, ostala bo radost, ter ostala bo hvaležnost za znanje, da se bomo zavedali, da je ta duša naše ljubljene osebe še vedno z nami in da vedno bo. Da je le morda trenutno še ne vidimo,
slišimo in občutimo z našimi fizičnimi čutili, vendar verujemo, da je tu, da je z nami zavedno. Ta ljubljena oseba je z nami v istem prostoru, v istem zraku, ista energija v božanskem polju. Zato pravimo, da smo vsi eno, ker smo vsi povezani med seboj. Vsi smo eno v svoji biti in to je zavest. Naša čustva pa so le pogovori med nami in našo dušo, med nami in našim nefizičnim jazom. Čustva so kot smerokaz, kot naš kompas. Pokažejo nam, ali so naše misli in naš fokus enak kot naše nefizično. Bolj kot smo negotovi, bolj smo oddaljeni od našega nefizičnega jaza. Sprejmimo naša čustva ter jih občutimo z vsem srcem. Mi smo tisti, ki lahko vsak trenutek spremenimo svoje misli. Spremenimo jih pa lahko v takšne, ki nam bodo koristile in služile. Odprimo zdaj svoje srce ter se odprimo za prečudovite Božje darove. Odprimo se za srečo, odprimo se za ljubezen. Odprimo se za vse dobro. Bog je v nas in vse nam je mogoče. Ko nam bo hudo in bomo žalostni, ter bomo morda trpeli, se le zazrimo v svoje srce ter poiščimo v njem ljubezen. Poiščimo v njem hvaležnost za vse lepe trenutke, ki smo jih preživeli s to ljubljeno osebo, ki je ni več med nami. Bodimo hvaležni za ves ta čas. Bodimo hvaležni za vse, kar smo s to ljubljeno osebo doživeli. Le verujmo ter se oblivajmo z ljubeznijo, ki nenehno teče skozi nas. Srečno